Občina je odlično prepoznala problematiko pomanjkanja športnih objektov za nekonvencionalne oziroma ekstremne športe in ideji iniciative Maribor za skatepark iz večjih razlogov prisluhnila. Dejstvo je bilo tudi to, da bo leta 2020 to uradni olimpijski šport in če želimo tudi mi v tem športu sodelovati, pač potreba je bila, da se naredi neka taka zadeva. In še ena zadeva je bila, ki pa se nam zdi najbolj pomembna, vsaj strani občine, to je, da imamo cel kup takšnih objektov, ki smo mi lastniki, se pravi nekih športnih, urbanih, ki za njih noben ne skrbi. Pač ne spadajo pod ta sistem športnih objektov Maribor in so v bistvu, ker so že stari precej, propadajo in če se na njih kaj zgodi, dobesedno je lastnik odgovoren za kakšne poškodbe. Prenovljen skatepark bo za kar 2-krat večji od obstoječega, vseboval pa bo še objekt, ki bo služil kot gostinski lokal s sanitarijami. Posledično bo objekt dobil tudi upravljalca. Občina ima tudi že načrt, kako bo pokrivala obratovalne stroške skateparka. Predvidoma bi se naj tale novi skaterski poligon, ki bo na tej lokaciji pokrival iz lastnih sredstev, se pravi preko sredstev, ki bi jih pridobili z delovanjem tega društvenega prostora. Verjetno bo pa del sredstev morala namenjati tudi mestna občina Maribor. Skatepark bo umeščen v urbano okolje in bližino potoka, kar je iz arhitekturnega vidika prav gotovo pomenilo poseben izziv. Izhajali smo iz tega, da imamo na tej strani otroško igrišče, ki je bilo pred kratkim časom obnovljeno. Hkrati smo izhajali iz tega zahodnega dela območja, kjer se tudi novi skatepark umešča. Poskušali smo se odmikati obstoječim drevesom, kar nam narekuje eno zelo zanimivo obliko skateparka, ki bo kasneje omogočala mogoče tudi izvajanje bolj kreativnih likov in je verjetno boljša za uporabo kot navadni elipsasti skateparki. Projektiranje objekta je potekalo v tesnem sodelovanju z rolkarji. Tukaj bi izpostavili Iztoka Šumatiča in Luko Pena. Iztok je tudi mednarodni sodnik, tako da smo vse projektirali glede na evropsko veljavne standarde, da se lahko prirejajo mednarodne tekme. Pri vsem tem pa je krovno vlogo imel Davor Milkovič iz Nove Gorice, ki je avtor novogoriškega skateparka in on je bil naš tehnolog. Zaradi zanimivosti objekta arhitektkama motivacije ni manjkalo. Res želeli narediti eno dobro zgodbo za Maribor, ki bo tudi mednarodno lahko priznana, ne samo lokalno z 3-4 elementi, ker tega je tako dovolj. Vrednost celotnega projekta je slabega $500 000. Po oceni Pajnika bi se lahko izvedbena dela začela že letošnjo jesen in če se bodo vsi deležniki držali dobavnih rokov in pri gradnji ne bo prihajalo do posebnih težav, lahko prve vratolomne vožnje rolkarjev pričakujemo še v letošnjem letu.